Spoštovane in spoštovani, na oder vabim posebnega gosta današnje konference, dramskega igralca Matevža Biberja. Prosim. Hvala. Drage dame, dragi gospodje, zdaj se bomo majčkeno lovili. Prvič sem v taki situaciji, iskreno počaščen za vabilo. Na tej točki osebna zahvala časopisni hiši Večer, tudi za vsa leta, ko so v bistvu mojo matično hišo SNG medijsko pokrivali. Velika zahvala kulturni redakciji, tako da še enkrat za velik doprinos in pokritosti, medijski pokritosti moje hiše. Ko me je gospa Lednik povabila, da povem nekaj besed, sem se prvo res zbegal, ker se mi je zdelo igralec na poslovni konferenci, kot da bi Eskima povabili v Puščavo na čaj. Ampak potem sem začel razmišljati, kaj pa je tisto, kar me v bistvu zanima pri umetni inteligenci in pri mojem delu. In na koncu je vedno človek tisti, ki prevaga. Da vam dam primer, pred dobrim tednom smo imeli v SNG-ju premiero avtorske predstave Love is in the air in s kolegom Nejcem, ki uporablja ChatGPT, je plačuje naročnino, sva prišla do ideje, da mogoče bi bilo pa fajn, da bi bilo odzadaj na projekciji, se pravi tak velik napis Love is in the air. Zmenila sva se za slog, barvo in tako naprej in Nejc je potem začel program voditi. V roku 5 minut je imel, se pravi, sliko, ki sva je želela, potem je to dal našemu oblikovalcu videa Dinu in naenkrat je beseda meso oziroma ideja meso postala. Jaz sem bil fasciniran, iskreno. So pa tudi potem druge pasti umetne inteligence, ko sem recimo sodeloval z režiserjem, srbskim režiserjem Milošom Loličem, mi je razlagal primer iz Nemčije. Ko je scenograf, se pravi neka gledališka hiša, je najela scenografa, da naredi za otroško predstavo Čebelji panj. In ta scenograf je rekel, pa da probam, kako umetno inteligenco lahko uporabim. In je rekel, da rezultat je bil popoln, srhljivo popoln. Tako popoln, da je v bistvu potem moral začeti on vnašati napake. In seveda so potem hiše, gledališke hiše to in vodstva ugotovili. In kaj je bilo posledično? Honorari so se začeli s scenografom nižati. Zakaj bi dali 5000 evrov, če lahko imaš program, ti bomo dali 500. To so te male pasti, za katere se bo pač umetniki mogli izboriti svoje pravice. Ko tu stojim pred vami človek. Moj poklic je analogen. Če sem iskren do sebe in do vas, jaz sem digitalni dinozaver, jaz sem digitalno polpismen. Jaz sem pametni telefon začel uporabljati šele leta 2017, ker sem se poznal, da čim ga bom imel, se bo število na leto prebranih knjig začelo drastično nižati. In danes je res tako. Prej sem se pogovarjala, iskreno med nami, brez dvigov rok, jaz jo bom dvignil, koliko ljudi, koliko nas je, ko recimo gremo na stranišče, vzamemo pametni telefon s sabo. Priznam. Priznam. Posledično, predolgo sedenje na stranišču, ker iskreno jaz bulim v ta telefon, ima lahko tudi zelo težke zdravstvene posledice. Je zlata, ni pa zlata vredna bolezen, če veste, kaj mislim. In ta nekako digitalna odvisnost, ki jo pri sebi opazujem, pa ne uporabljam ChatGPT-ja, niti Copilota, Groka, poznam programe, poznam vsebine, ampak jih ne uporabljam, ker uporabljam samo en kvantni biološki računalnik. Tole oziroma tole. Imel sem recimo, samo da vam povem, imel sem veliko čas, da sem 3 leta sodeloval z Ljutomersko gimnazijo kot zunanji sodelavec za gledališke dejavnosti in s tem sem imel tudi vpogled v e-redovalnico. Stvar je bila super, samo vnašal sem, se pravi, ure, vsebine in tako naprej, ampak ena stvar me pa je res zmotila. Število, se pravi, diagnoze, ki so jo dijakinje in dijaki imeli. Motnja pozornosti, panični napadi in vse tako naprej. In opažam, da vse, kar so dijaki potrebovali, so samo potrebovali pozornost. Mi smo na koncu koncev ljudje. Moje prepričanje je, da smo duhovna bitja. Najboljši nasvet, ko sem prišel v to mesto, sta bila 2.
Kakorkoli se odločiš, Matevž, se boš vedno odločil prav. To pač polagam vam, ki ste podjetniki. Jaz se tega vašega sveta niti slučajno ne znam predstavljati, ampak verjamem, da ste velikrat v življenju na nekih odločitvah, ko morate se odločiti ali A, ali B, ali C. Polagam vam na srce, tudi če bo napačna odločitev, to ste morali narediti. Zakaj? Zato, da se učite. Vi ste duhovna bitja, to je moje prepričanje. Na tem planetu ste, da postajate boljši ljudje. Hkrati sem vedno svojim dijakom razlagal, da smo preveč pridni. Kaj mislim s tem? Nikoli ne pozabite na otroka v sebi. Nikoli. Eni se strinjate ali ne. Zakaj vam to govorim? Zato, ker smo preveč pridni. Kaj to pomeni pridni? Da delamo to, kar smo naučeni. Izgubljamo notranji glas, notranjo intuicijo. To je, pač govorim za svoj poklic, je bistvena stvar intuicija. Prvo srce, potem glava. Tako da polagam vas, ne pozabite na otroka v sebi. To je ta otrok, ki je kreativen, ki si upa, ki je tudi malo poreden. Seveda boste delali stvari, da vam podjetja ne propadajo, ampak malo norosti, malo veselja, malo joie de vivre, ne. Drugi nasvet, ki sem ga dobil in ga tudi vam toplo priporočam, je pa ne jemljite se smrtno resno. Življenje je kratko. Tu ste, še enkrat duhovna bitja ste, se pravi, ste nesmrtni, ampak igrajte se. Nič ni tako črno-belo. Tako da, to so pač moji uvidi kot igralec, kot človek, ki se ukvarja z dušo. In vem, da v teh malo zoprnih časih, ker vemo, kaj se nam dogaja po svetu z vsemi temi vojnami, si bom pač upal vam prebrati oziroma na pol zrecitirati pesem Toneta Pavčka, samo kot eno lepo misel in za uvod v to čudovito poslovno konferenco. Ta svet je lep. Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš. Če stisneš roko komu, ki ga kaj boli. Ta svet je lep, če si človek do ljudi. Hvala za vašo pozornost in vse dobro želim.